pri volitvah mora biti 40% žensk? Ne. V zakonodaji mora biti na kandidacijskih listah 35% žensk. V našem sistemu, našem predlogu smo pa sistem drugače definirali. Po našem predlogu mora pa biti 40% tistega spola, ki je v manjšini. Ker lahko je tudi 60% ženska, ne pa 40 moških. Zakaj 40? Zato, ker nobena druga številka praktično ni matematično izpeljiva. Vi ne morate reči 50%, ker potem ne morate nobene lihe liste narediti. Tudi 45 se ne izide in največ, kar lahko rečete, je 40, ampak ne 40 žensk. Mora biti najmanj 40% žensk oziroma najmanj 40% moških. To je naš predlog. Ja. No, si hotel sem to reči. Bi bilo mogoče fajn, da bi še ženska te vprašala. Komot? Pa še posebej taka, ki je bari iz kmečkega okolja, kjer ni toliko industrije. V bistvu vprašanja, ki jih ima ženska, ob vsem tem, kar ste povedali, postane popolnoma nepomembna. Ja. O vsem, kar... Tukaj smo se prej pogovarjali, recimo, zakaj je v Avstriji pralni stroj cenejši kot v Sloveniji. To je ob vsem, kar ste zdaj povedali, se mi zdi čista zadnja stvar. Ja, to je neke vrste deformacija ekonomskega sistema, dva razloga sta lahko. Prvi, da tovarna iz neznanih razlogov se odloča in daje na avstrijski trg, da bi ga obdržala, da bi promovirala, da bi povečala delež, da je ceneje, kot na naše trge, rečimo, kjer ima zagotovljen delež. To se včasih dogaja, še prej nazaj, ko so bile devize strašno pomembne, je država to forsirala, da je dobila devize, s katerimi je potem morala kupovati tisto, kar je manjkalo. Ne? To je en razlog. Jaz mislim, da je relativno šibak, ne izključujem pa možnosti, da obstoji. Drugi je mnogo bolj verjeten, tam je pa seveda bolj jezik. To pa je, da so trgovinske marže naših trgovin in tujih trgovin pri nas mnogo večje, kot so pa v Avstriji. To je pa izkoriščevalski razlog, da reče, Avstrijec mora imeti tako organizirano trgovino, da je med vhodno in izhodno ceno 2-3%, 5%, pri nas si pa lahko dovoli trgovina 15% maržo. Jaz teh marž konkretno za konkretne stvari ne poznam, tudi ne vem, ampak drugega smiselnega razloga za to razliko ne vidimo. Ne? Pri nekaterih produktih so lahko drugi razlogi, recimo hitra dostopnost do prodajnega mesta, naprimer za zelenjavo, agrume in podobne stvari. Pri zdravilih so mogoče druge stvari, tudi lekadol je cenejši, oziroma aspirina, ne, v Avstriji kot v Sloveniji. Tu so marže plus korupcija. Ne? Seveda, ko to sešteješ, ti da višjo ceno. Hvala. Najlepša hvala za zelo izčrpen intervju.